Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni. V tokratnem pogovoru boste spoznali marsikaj zanimivega, predvsem pa ugotovili, da ste pravzaprav lahko sami svoj zdravnik. No, v moji družbi lepo pozdravljena, dobrodošla Mojca. Dober dan. Vi ste se spoznali z energetsko medicino, pravzaprav že veja vsega tega v Sloveniji, že kar nekaj časa nazaj. Ja, približno pred 4 leti sem se preko sorodnice, ki je bila predhodno na delavnicah pri doktorici Landripet, spoznala z še eno učenko, ki mi je pomagala do samopomoči. Obrnila sem se na njo zaradi lastne izgorelosti. Pri 36 sem zbolela za revmatoidnim artritisom, kar je bil zame šok, ker sem rokometašica, tekla sem pol maratone in me je popolnoma ustavilo. Sem se trudila prebijati skozi medicino, zdravili, vendar ni bilo nekega trajnega učinka nikoli. Z pomočjo sestrične sem prišla v Ljubljano na terapije. Hvaležna, globoko hvaležna. Približno leto in pol sem samo koristila kot polnjenje in potem sem se začela učiti. Bravo. Zdaj že samo pomagam. Bravo, čestitam. Danes ste maserka, masirate ljudi, ne? Masiram. Zelo spoštujem vaš poklic. Po mojem mnenju je to nekaj zelo obremenjujočega, ker vem, da na energijski ravni v bistvu pokasiraš vse, tudi tisto od ljudi, ki pridejo, ne? Res je. In tam si tudi že malo terapevt, ljudem pomagaš. Tudi zdaj se soočam z enakimi stiskami, kot sem jih jaz preživela. Na delavnicah se učimo delati s takimi ljudmi, pomagati, usmerjati in jim pripomoč, da dobijo tudi sami izkušnje in znanje, da si lahko pomagajo. Bravo, Mojca! Nekaj boste pokazali, kar pravzaprav govori o tem, kako na preprost način si človek lahko sam pomaga. Res je, vsakodnevno, par minut na dan, ni časa in prostora, ki bi nas lahko omejil pri tem. Dobro, zdaj mi dve sva omejene s prostorom, omejene sva s časom, evo, dokažite se. Kaj bomo naredili? Enostavno se primam za neko... Zakaj bi pa to delali sploh? Da aktiviramo vhodne točke, s katerimi se polnimo z energijo Matrix iz tal. Dobro, torej stojiva, to mava. Stojiva, noge rahlo narazen, malo pokrčena kolena in se dvigujemo na prste. Sekundo pa dol. Približno 20-krat. Približno 20-krat. Ja. Ali bodo ljudje, ki tole tale trenutek počnejo doma in štejejo do 20, ali bodo pri 20 že občutili kakšno razliko? Bojo. Bojo? Bojo. Kakšno? To, da te bojo malo pete bolele? Malo mravljincev v stopala. Aha. In kaj govorijo, o čem govorijo ti mravljinci? Kako aktiviramo in začnemo pridobivati zemeljsko energijo Matrix. Kako vi ljudem razložite, v čem je finta te zemeljske energije Matrix? Dr. Landripetova to lahko razloži na preprost, pa tudi na zakompliciran način. Kako pa vi takole poveste? Predvsem na preprost, kot terapevti jim razložimo, da jih napolnimo kot baterijo, da je to energija, ki je lastna rastlinam, živalim in ljudem, nam enostavno samo pripada in si je jemljemo enako kakor zrak. Ni potrebno razmišljati, kako jo dobimo. Važne so tehnike. Važne so tehnike. Važne so tehnike. In to delavnice, ki ste omenili, je finta teh tehnik. Ja, na delavnicah se jih naučimo. Najlepša hvala za vse, kar ste nam zaupali. Evo, takole, ja, te brezplačne delavnice potekajo v Sloveniji, če pogledamo prihajajoče, tiste, ki so nam blizu, v Novem mestu 11. marca, v Ljubljani 12. v Celju 14. in 15. torej v Kranju. V moji družbi pa je tista, ki je pravzaprav v Slovenijo prinesla to znanje, se izobraževala po tujini. To je dr. Suzana Landripet, pa tudi Luko boste spoznali. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljen. Dr. Suzana Landripet, ste doktorica medicine, toksikologinja, ampak na nek način pa kasneje na svojih delavnicah učite ljudi, kako biti sam svoj doktor. Ja, ker je to bolj napredna energetska medicina, ki je tudi meni pomagala,
da se pozdravim od astme, ki jo žal uradna medicina ni mogla dovolj in je pravzaprav samo ena koraka naprej v razvoju ljudskega zdravja in vse posod po svetu se že razširja. V Sloveniji nekaj let nazaj pravzaprav so se začele te delavnice in seveda tudi brezplačna predavanja, ki sem jih omenila. Danes je že cela mreža teh ljudi, ki imajo to znanje. Ja, ker to zelo hitro deluje, zelo enostavno. Niso potrebni nikakvi predpogoji, razen iskrene želje, da si sam vsak pomaga. Torej, že imam učence, ki že imajo svoje učence, ampak tako kot bomo videli pri Luki, tudi družinski člani, samo če en gre na delavnice, se takoj začuti razlika, sprememba, potem še ostali želijo. Torej, res je vse več ljudi, ki so to preizkušali in so rezultati izjemni in z veseljem, eto, vse več je. V medicinskem osebju je mnogo ljudi preobremenjenih. Tudi sicer je zelo obremenjujoče, kad delaš z ljudmi, kot gospa Mojca, ki je zaupala recimo maserka in tako naprej. To je obremenjujoče. Je to nek tak sistem, ki bi nam na koncu koncev moral biti vsem dostopen, da si lahko pomagamo? Absolutno. In vedno so na delavnicama tudi moji kolege, medicinske sestre, zobozdravniki, kajti vse več smo vsi izčrpani, a tista energija iz zemlje je naše temeljno gorivo življenjsko. So seveda še višje frekvence energije v vesolju, vodniki, angeli, ampak to je kot bi živeli na strehi od hiše. Vedno hiša mora imeti prvo temelj in Matrix nam dovoljuje, ki je tudi rdeče barve in v našem telesu je kri tudi rdeča, podobna frekvenca, to je en temelj. Potem lahko si kar razcvetimo vse smeri po miloj volji, ampak brez temelja bo bolj težko dolgoročno vzdrževati dobro imetje in zdravje. Luka, torej čutiš, da je to nekaj prizemljenega, da to ni neka ezoterika ali karkoli podobnega? Ja, predvsem je energetska medicina zelo prizemljena oblika pridobivanja matriksa in zelo učinkovita in varna. Kajti vse oblike, katere sem se tudi v preteklosti posluževal, sem odkril, da vse me je odzemljevalo. In hkrati z energetsko medicino sem ostal prizemljen. Ampak, Luka, zakaj bi človeka vaših oziroma tvojih let sploh to zanimalo? Predvsem zato, ker v preteklosti, kakor sem že uporabljal določene namene v službah, kakorkoli tudi sem že delal v športu, sem se ukvarjal s športom in sem se tudi energetsko izčrpal. In ko sem opazil sam, da noben vir energije ni tako učinkovit kot metoda pri energetski medicini, sem enostavno skozi svoj rezultat in skozi rezultat svojih sorodnikov opazil, da dejansko to učinkuje in deluje. Tako na kratek rok, kakor tudi na dolgi rok. In če z rednimi vajami energetske medicine oziroma z energetskimi vajami dnevno vadimo ta pretok, potem se izboljša vse lastnosti in seveda hkrati tudi izobilje prihaja nazaj k tebi. Omenili ste v vaši družini, se pravi tudi drugi člani imajo izkušnje s tem? Tako, mislim, da nekje okrog 10 družinskih članov je pri nas, ki so že preizkušali to metodo in ki jo še vedno izvajajo in hkrati so tudi učinkoviti tudi energoterapevti. Tako da rezultati so vidni na vseh področjih, tako na službenih poteh, kakor tudi na finančnih, kakor tudi seveda na odnosih v vsakdanjem življenju. Wow, zanimivo, bravo. Evo, torej, brezplačna predavanja na to temo v Sloveniji potekajo v Novem mestu 11. marca, v Ljubljani naslednji dan 12. Potem v Celju 14. in še datumček za Kranj 15. marca. Evo, sicer 051 258 085 je tudi telefonska številka, če hočete dobiti kakšno dodatno informacijo. Če niste dobro slišali, nič za to, še vedno so vam na voljo naše svetovalke na 026 200 230. Kako ste se sami spoznali s tem? Ste šli na kakšno brezplačno predavanje ali so družinski člani povedali? Oboje. Oboje. Kot član v bistvu družine so mi povedali v bistvu sestra in potem še vsi ostali.
Hkrati pa sva s partnerko se odločila, da bo obiskovala to delavnico oziroma tisto prvo uvodno srečanje z dr. Suzano Landripet. In tam sem se odločil, da bom nadaljeval nadaljnje postopke oziroma natečaje, se pravi energetske medicine. Vsekakor sem videl to učinkovito metodo in prednost in jo izvajam še dan danes. Zdaj pa zjutraj, dopoldne, zvečer? Kakorkoli, kakor dopušča čas. Imam tudi dve hčerki, ki mi hkrati poberete v ogromno časa, tako da se s tem soočam tudi v poznih urah, ko pridem zvečer domov. Matrix, taka beseda, kada je ušla iz kakšnega filma v bistvu. Ja, če bi rekel, matrica, ampak če se osredotočamo na Matrix, je to v bistvu vroča energija, ki prihaja iz Zemlje. Če poznate lavo kot obliko, ki bruha skozi vulkan ven, je v isti obliki vroča energija, ki prihaja iz zemeljske skorje, potem samo na površje in skozi naša stopala in potem v telo. Skozi stopala? Seveda, ker so to podaljški v bistvu naše čakre. Ali sodobna obutev, ki je vse prej kot iz naravnih materialov, onemogoča ta Matrix? Če bi lahko temu tako rekel, da se usnje, če človek nosi usnje, v bistvu onemogoča hkrati, da bi kvalitetno vstopil Matrix skozi stopala, vse ostala učinkovita obuvala pa so temu primerna. Odlično. Hvala lepa. Dr. Suzana Landripet, veliko je v teh brezplačnih predavanj, kar pomeni, da ni razlogov, da si ljudje ne bi vzeli čas, ampak tukaj se pravzaprav začne tudi prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje. Seveda, vse več ljudi je opazilo, da je težko biti odvisen od drugih, da bi si pomagal. In nenazadnje je tudi bolj poceni, če enkrat v življenju pridemo na delavnico, investiramo, se sami tega naučimo, potem lahko sami sebi pomagamo, pa še družini in širšim seveda prijateljskem krogu. Torej, sploh vi v Sloveniji ste zelo pridni in ko se enkrat naučijo tiste vaje, res so ljudi veseli, da lahko sami sebi pomagajo brez kakršnekoli odvisnosti. Dr. Suzana Landripet je tudi avtorica Energetska samopomoč tele knjigice. Kako sami kot doktorica medicine, toksikologinja vidite razvoj medicine v naslednjem desetletju? Kot sem že povedala, od laboratorija NASE, kjer so začele tiste raziskave ljudske energije, pa danes vse posod po svetu, tudi po klinikama že poučujemo, po šolama, torej izjemno je. In kot smo že omenili prej, eno omrežje energetsko se poustvarja in vse več ljudi je tega zmožno in res je lepo videti tako svetle možnosti. Torej, kako vidite bolnice prihodnosti? Ja, v Ameriki je res tam že to del ene integralne medicine in na UCLA v Los Angelesu, kjer sem tudi jaz in studirala in prihajam, imamo tako eno podporo za klientke, ki imajo karcinom na prsih. In enkrat na teden se vsi sedijo okrogle mize in so in nutricionist, in zdravnik, in onkolog, in energoterapeut, in homeopat in vsi med sabo sodelujejo, ker je zdravljenje hitreje in nenazadnje zavarovalnica manj denarja porabi. Torej, tudi je vedno odzadaj denar, a denar je spet energija Matrixa, tiste zemeljske energije, kajti je to podpora našemu življenju. Brez denarja bolj slabo živimo. Težko, ne? Ja. Tukaj me zanima, se pravi, mi moramo malo zavarovalnice, da se začnejo zanimati za to. Ampak sicer, če ima nek človek neko diagnozo, naj bo to revmatoidni artritis, ki ga je izpostavila gospa Mojca, kakorkoli že, se vam zdi, da je dovolj ali ni dovolj, da samo vzamemo neke tablete ali pa samo, da zamenjamo način prehranjevanja, ali je treba upoštevati več komponent, več nivojev? Bravo, odlično. Najboljši rezultati so in zato se to imenuje integralna medicina, kjer sa svih nivoja, sa telesnega, v smislu hrana, vitamini, suplementi, pa tudi zdravila, če še vedno potrebujemo. Ampak čez energetsko medicino pravzaprav pridemo do vzroka. In če enkrat odpravimo vzrok težave, potem se vse ostalo samo od sebe pozdravi. Kako vidite
vzroke oziroma kako vidite bolezen? Veliko ljudi, ki zaznava energijo oziroma ki delajo z energijo, pravi, da ko se bolezen manifestira v telesu v smislu nekega tumorja, raka in tako naprej, da je to na nek način že eden izmed zadnjih faz. Seveda, odlično. Torej, znanstveno je dokazano, da 60% vseh težava, ne samo bolezni, ki so že materializirana težava, temveč težave v odnosih, v poklicu, v službi, z financama, da je primanjkljaj tiste osnovne življenjske energije, tistega matriksa. Ko mi imamo več matriksa, to je podobno, kot da bi bili lepo nahranjeni, siti, umirjeni smo, počutimo se varno, samozavestno, uspešno, pozitivno. In vse to že na delavnici od par ur, ki traja, ljudi lahko začutijo tisto spremembo. Torej, zelo hitro gre in kot še enkrat bi poudarila, 60% težava je zgolj zaradi energetske lakote. Energijske lakote. Ja. Zanimivo. Torej, moramo gledati na vse te nivoje. Dobro, vi imate brezplačna predavanja, potem so delavnice. Povedali smo, kar nekaj datumov je, tudi prihajajočih. Kateri ljudje imajo naravno že to dobro urejeno, se pravi, da imajo dober dotok matriksa? So to ljudje, ki recimo delajo na zemlji, kmetovalci? Žal, maksimalno samo 20% nam pomaga, če bi mi cel dan bili na zemlji, gre malo do 20% več matriksa. Torej 20%. Ja, ko mi gremo domov, pika, nismo več v stiku sa zemljom in to je težava. Danes vsi težko zmoremo biti v stiku sa zemljom. Torej, ni težava, kako pride do matriksa, temveč je težava, da nas življenje premočno in prehitro izčrpava in glih s tistim vajama mi si vedno lahko, kadarkoli, nadomestimo tisto porabljeno energijo. V službi, v odnosima, doma, kjerkoli. Sliši se malce kot znanstvena fantastika. Ja, ampak vse je znanstveno dokazano, kot pravimo v laboratoriju Manase, pa v knjigama Barbara and Brennan, ki je to prva sploh sprožila v javnost, so tudi dokazila, klinična, znanstvena. Torej, prečudovito in preenostavno je, da bi res bilo resnično, ampak kot vidimo, deluje. Kot vidimo, deluje vsekakor. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali. Hvala tudi vam in seveda Mojci. Hvala lepa. Takole, mi pa še enkrat pogledamo, kateri so torej tisti datumi, ki nam ponujajo priložnost in možnost, da tudi sami spoznamo kaj več te znanstvene fantastike, za katero smo ugotovili, da je še kako prizemljena. Torej, datumi so sledeči: 11. marca v Novem mestu, v Ljubljani dan kasneje, potem pa imamo tudi v Celju 14. marca in v Kranju 15. marca. Tam boste imeli priložnost in možnost, da pravzaprav spoznate tudi dr. Suzano Landripet in da tudi sami ugotovite, a je to tisto, kar lahko tudi vam prispeva in pomaga k boljšemu počutju. Izločanja endorfina, ki ga povzroči uživanje vseh teh substanc. Torej, zaradi izločanja tega hormona sreče se lažje odvadite od kajenja.